Dobro jutro vsem in dobrodošli na posvetu o kadrovskih izzivih slovenske energetike, slovenske jedrske energetike. Gre za drugega v nizu dogodkov pod skupnim naslovom Energetska prihodnost Slovenije in potencial malih modularnih reaktorjev SMR-jev, ki jih izvajamo v okviru SMR STEPS. To je neformalna pobuda, v kateri nas je združenih 9 slovenskih organizacij, članic Evropskega industrijskega zavezništva za SMR. Prvi dogodek smo izvedli v Velenju pred slabimi 3 meseci, in sicer na temo potencialne vloge SMR kot katalizatorjev pravičnega prehoda Savinjsko-Šaleške Saša regije. In že na tistem posvetu se je tematika kadrovskih izzivov energetike nasploh, posebej pa jedrske energetike, izkazala kot izjemno pomembna oziroma žgoča tema v razpravah na tem dogodku. Hkrati pa je več kot 60% udeležencev, tudi tam smo imeli polno dvorano, več kot 100 udeležencev, glasovalo v spletnem vprašalniku za kadrovsko temo kot tisto, ki bi jo želeli, ki bi jo predlagali odpreti na naslednjem dogodku. In prav zato smo na to temo tukaj danes zbrani. Moje ime je Mojca Drevenšek, prihajam iz komunikacijske svetovalnice Konsenzus in iz društva Enlight, in današnji dogodek bova somoderirala skupaj s profesorjem Sebastianom Semetom, dekanom Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru, ki se mi bo kmalu pridružil na odru. Med nami bi posebej pozdravila župana Mestne občine Krško, gospoda Janeza Kerina, dr. Jureta Gašpariča, državnega sekretarja za znanost in inovacije na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije, gospoda Danijela Levičarja, državnega sekretarja v kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije, magister Natašo Šerbec, direktorico Regionalne razvojne agencije Posavje, gospoda Darka Goriška, direktorja Posavske gospodarske zbornice, dekane in profesorje, direktorje in vse druge spoštovane udeleženke in udeležence. Posebej bi se zahvalila dr. Bruno Glaserju kot gostitelju današnjega dogodka družbi Gen Energija ter številnim drugim soorganizatorjem in podpornikom, od katerih je vsak prispeval svoj delček k temu, da nas je danes tukaj polna dvorana. Okoli 100 nas je zbranih danes, imamo večdeležniško udeležbo tako med govorci oziroma panelisti kot med vami, občinstvom. Z nami ste predstavniki gospodarstva, industrije, energetskega sektorja, posebej seveda jedrskih tehnologij, jedrskih dobavnih verig, odločevalci, imamo predstavnika regulatorja, oblikovalce politik, deležnike, številne deležnike raziskovalnega in izobraževalnega ekosistema, dijaki in študenti so tudi z nami, profesorji, predstavniki nevladnih organizacij in seveda predstavniki medijev. In vse lepo pozdravljam. Sedaj pa k uvodnemu pozdravu vabim gospoda Janeza Kerina, župana, tako rekoč občine gostiteljice Mestne občine Krško. Izvolite. Najlepša hvala in en lep pozdrav v naši Mestni občini Krško, kjer verjamem, da smo kot gostitelji dobri in da bomo znali dobro gostiti in da boste preživeli tak čudovit dan. Naša mestna občina se v bistvu prijela energetska občina, tako da verjetno takšni podobni paneli, ki se tiče energetike, zelo pašejo v to naše okolje. Veselje mi je, da vas lahko nagovorim, da vas v tem uvodu lahko pozdravim, kajti na začetku posveta tema današnjega posveta je ena izmed pomembnejših tem, ki se soočamo ali pa se bomo soočali v naši prihodnosti. Jaz se spomnim kot živ ene okrogle mize pred pol leta v tem istem objektu, ko je bilo vprašanje, ali se srečujemo oziroma ali se bomo srečevali s kadrovskimi problemi kot energetiki, kot vaš foh, če tako po domače rečem, in ste rekli, takole je bil odgovor, da vi ravno ne kot energetiki, da vsi ostali se pa bomo, da vi boste znali kadre potegniti na svojo stran, lokalne skupnosti, ostali podjetniki pa ostalo gospodarstvo bo pa imelo težave tudi zaradi tega. Ko govorimo seveda o jedrski energiji, govorimo o tehnologiji, projektih, pomembnih projektih, investicijah in govorimo predvsem pa tudi o ljudeh, kajti vse to so delo ljudi, delo znanja, govorimo o raziskovalcih, govorimo o inženirjih, tehnikih, skratka operaterjih, ki bodo
oblikovali prihodnost slovenskega elektroenergetskega sistema. Drugače pač brez ljudi ne bo šlo. Tukaj v Krškem že skoraj pol stoletja sobivamo z nuklearno elektrarno Krško, ki jo imamo za simbol oskrbe z energijo, simbol razvojnega zavezništva, simbol razvojnega med državo, lokalnim okoljem in pa seveda znanjem ter vsem ostalimi deležniki, ki so tako ali drugače vpeti v ta naš energetski sistem. Zato v zavezništvu vidim en tak ključen pomen prihodnosti, kajti brez tega zavezništva potem bomo kakorkoli težko sobivali. Slovenija ima resne načrte na področju jedrske energetike. In če želimo zgraditi nov jedrski objekt, se pravi JEK2, če želimo dolgoročno zagotavljati varno in stabilno proizvodnjo nizkoogljične električne energije, potem potrebujemo tudi jasno strategijo vlaganja v človeške vire. Brez človeških virov ne bo šlo, tako da ta izziv ni le tehnične ali organizacijske narave, ampak tudi in predvsem, lahko rečem, družbeni. Zanima nas, tudi mene, kako bomo navdušili mlade poklice v energetiki, kako bomo prenašali znanje med generacijami in kako bomo gradili zaupanje v sistem, ki zahteva odgovornost, znanje in vizijo. Veseli me, da boste danes, oziroma bomo, razpravljali tako strokovno kot strateško. Krško, mesto občina Krško, si želi ostati zanesljiv partner, ne le v vlogi gostitelja energetske infrastrukture, temveč tudi kot okolje, ki zna pritegniti in zadržati talente, da si tu najdejo svoj domicil, da tu dočakajo svojo starost. Zato podpiram vsak premislek, ki vključuje tudi kakovost življenja, dostopnost do znanja in dolgoročne zaposlitve, stabilnost za mlade, ki bodo jutri vodili to našo jedrsko energijo, energetiko oziroma jedrske objekte. Želim vam uspešen posvet in dobrodošli v Krškem še enkrat. Hvala. Hvala lepa, gospod župan, za te spodbudne uvodne besede. K besedi pa zdaj vabim poslovnega direktorja družbe GEN, dr. Bruna Glaserja. Izvolite. Dobro jutro, spoštovana državna sekretarja, spoštovani župan Mestne občine Krško, spoštovani gostje in razpravljavci, dobrodošli v GEN Energiji. Dear guests from abroad, welcome to GEN Energija. SMR tehnologije so za nas seveda izziv in na nek način predstavljajo dopolnitev in ne alternativo JEK2 kot projektu, ki ga načrtujemo v GEN Energiji. In seveda kadrovski izzivi so sestavni del teh izzivov, ki jih srečujemo dnevno v GEN Energiji in seveda jih bomo srečevali na nacionalnem in lokalnem nivoju, potem tudi v Krškem in v vseh družbah, ki pri takih projektih sodelujejo. Seveda je strateško odločanje za energetske objekte, ne samo za JEK2, govorimo tudi za SMR, ima seveda številna vprašanja, številne pogoje. En izmed njih je zagotovo ta, da je tehnologija razvita, da imamo razvito licenciranje in da imamo tudi razvite dobavne verige. Seveda je pogoj tudi, da takšen objekt nekje v primerljivem okolju, kot je Evropa, Združene države Amerike, Kanada ali pa Združeno kraljestvo, tudi obratuje. Slovenija si namreč first of a kind projektov ne more privoščiti niti zaradi vseh problemov, ki jih takšni projekti prinašajo, niti zaradi velikosti same Slovenije. Zdaj, drug pomemben vidik je, da imamo vzpostavljene dobavne verige. Dobavne verige seveda pomenijo neke vrste tudi garancijo hitrosti gradnje in pa potem tudi možnosti obratovanja in vzdrževanja takšnih objektov. Seveda je pa izrednega pomena tudi ekonomika. Namreč pri ekonomiki lahko že v osnovi vemo, da takšni manjši reaktorji, ki so manjše moči, ne morejo parirati velikim elektrarnam, zaradi tega pač velikosti. Seveda pa predstavljajo, kar se tiče ekonomike, druge prednosti, obljubljene prednosti SMR-ov neko prednost. Predvsem gre za to možnost modularnosti, kar pomeni, da je takšne elektrarne lažje in hitreje graditi, skratka imamo manjša tveganja pri časovnih izvedbah. Druga takšna možna prednost je,
da so takšne investicije, osnovne investicije nižje, s tem povezani so tudi lažje investiranje in seveda nižji investicijski stroški, manjše zadolževanje, skratka manjše stroški financiranja. Tretja takšna prednost so pa seveda, da jih lahko uvajamo postopoma, kar pomeni, da lahko nekje že en takšen reaktor obrtuje, ko že potem gradimo novega in s tem dejansko financiramo s tem ostale. Kot rečeno, SMR tehnologija nam ni trenutno kot neka alternativa, ker je pač glede na razvitost teh tehnologij nemogoče planirati takšne projekte v časovnih okvirih, kot jih imamo danes za JEK2, kar pomeni finalna investicijska odločitev 2028, začetek gradnje 2032 in potem komercialno obratovanje 2039-2040. Seveda zdaj ob vseh teh tehnologijah, tako jedrske energije, JEK2, kot tudi SMR tehnologijah, imamo seveda številne izzive in kadrovski izzivi so zagotovo veliki. Pričakujemo seveda, da bomo imeli velike potrebe, že danes jih imamo, še več jih bo v prihodnje, predvsem s tehničnimi in naravoslovnimi kadri. Teh bomo potrebovali na vseh teh področjih, ne samo v industriji, seveda tudi v inštitutih, v raziskovalnih inštitutih, v izobraževanju in pa podporni industriji veliko. Zato sem vesel, da smo danes se tukaj zbrali, deležniki različnih organizacij, ki bomo na nek način razpravljali in iskali rešitve in predloge, kako se te izzive rešiti. Tako da hvala lepa organizatorjem za organizacijo tega dogodka, za izbiro teh aktualnih tem. Vsem skupaj želim konstruktivno in plodno razpravo, tako da uspešen dan vsem skupaj. Hvala lepa, dr. Glaser, za tole ogrevanje že pravzaprav v delovni dan. Pred nami je sedaj uvodni klepet z odločevalcema, ki bo nekako nastavil kompas za vse nadaljne razprave današnjega dneva, ki so zasnovane v 5 zaporednih panelih, ko se bomo o kadrovskih izzivih in ambicijah slovenske energetike in posebej slovenske jedrske energetike pogovarjali s predstavniki elektroenergetike in gospodarstva, nato strokovnjakoma, ki bosta delila izkušnje iz tujine, s predstavniki izobraževalnih organizacij, z mladimi strokovnjaki in pa z deležniki iz regionalnega posavskega prostora. Krepko več kot 20 pravzaprav panelistov imamo, čas za dogodek pa omejen do 15. ure, zato bomo s časom ravnali skrajno odgovorno in somoderatorjem, profesorjem Sebastianom Semetom, dekanom Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru, se kar nekako zavezujeva, da bova odgovorno ravnala s časom. Zdaj bi pa povabila profesor Semeta na oder in bomo kar pričeli. Ja, hvala Mojca za besedo. Lepo pozdravljen še tudi iz moje strani. Torej, najlepša hvala gostitelju za to predstavitev in za dejansko možnost sodelovanja na tem dogodku. Lepo pozdravljena oba državna sekretarja, župan Mestne občine Krško. Fakulteta za energetiko je dejansko umeščena v to okolje bila z namenom, da seveda generira kader, ki se bo potem tu v tem okolju tudi zaposloval. Tako da smo zelo veseli, da smo lahko del tega procesa odločanja in seveda generiranja kadrov, ki bodo potem v prihodnosti plod naše energetike. Sedaj pa, da ne bomo predolgi, bi kar na samemu odru povabil oba državna sekretarja, najprej dr. Jureta Gašpariča, državnega sekretarja na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Izvolite. Zeleni 2 stola. Na sredino. Ter še gospoda Danijela Levičarja, državnega sekretarja v kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije. Tam, Danijel. Ja. Če pa dovolite, bi pa se z Mojco tikala. Mojca, če dovoliš, da seveda malo razbijemo to monotonost in da potem bo lažje za razpravo. Tako. Bomo eno slikco pokazali iz spletnega mesta Javne agencije za znanstveno, raziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije. Zanimivo se mi je zdelo, da podelimo z občinstvom, se pravi, to je javni razpis za izbiro ciljnih raziskovalnih programov v letu 2025
in v okviru tako imenovanega težišča, področja težišča 4 je v razpisu med drugim vključena tudi kadrovska strategija in akcijski načrt za slovenski nacionalni jedrski program. Pa bi vas, dr. Gašparič, v tem širšem kontekstu tudi tega razpisa vprašala, kako z vidika visokega šolstva vidite te ključne izzive razvoja kadrov za jedrsko energetiko in katere aktivnosti so na tem področju v teku ali pa pred nami. Najlepša hvala. Dobro jutro vsem skupaj. Moram reči, da najprej zelo pozdravljam ta posvet, se vam še enkrat zahvaljujem, da ste se spomnili nam, da ste se spomnili na nas in predvsem, da ste se spomnili vseh deležnikov, ki ste jih tukaj uspeli zbrati. Res se bom zanimanjem prisluhnil, koliko dolgo bom le lahko razpravil. Se res nadejam, da dobim katerega izmed odgovorov na ta vprašanja, ki so vsem projicirane. Zdaj, Daniel, malo se mi zdi zanimivo, da ima naslednji panel naslov Realnost slovenske energetike. Naj jo so nekako odlepili od realnosti. Mogoče zato, ker predstavljamo vlado ali ne, ampak v vsakem primeru bom jaz skušal biti realen. Zelo lepo se mi zdi, da ste to našli, ste se to spomnili, ampak rad bi omenil še nekaj. Poleg te teme je v težišču 4 še ena tema, ki pa zadeva razvoj raziskovalne infrastrukture za nacionalni jedrski program. Namreč najprej s časom bomo ravnali racionalno, pa vendarle dovolite mi 20 sekund. Kaj je sploh CRP, ciljni raziskovalni program? To so policy inštrumenti, to so raziskovalni projekti, ki jih posamična ministrstva razpišajo. Na to se izvajalci raziskovalne aktivnosti nanje prijavijo, prepolzali se normalno zevalvirajo kot vsi drugi projektni predlogi. Ravno ta trenutek poteka evalvacija teh predlogov. Za konkretno to temo je predlog prišel, vsaj en predlog prišel, tako da si lahko nadejamo, da bomo dobili odgovore na ta vprašanja. In na tej podlagi dobijo odločevalci, bom rekel, zelo dober material, se pravi, da se lahko gremo na nek način, nek evidence-based policy, kar mene zelo veseli, da so vsa ministrstva k temu pristopajo vedno večjem številu, več kot 80 takšnih CRP-ov je razpisanih, tako da vsa ministrstva bodo za različna področja, ki jih pokrivala, imela neko realno podlago. To seveda ne pomeni, da bodo potem tudi politične odločitve modre, pa vendarle pristopamo že tako. Zdaj, kako smo mi pristopili na naše ministrstvo, kar zadeva naše področje energetske prihodnosti Slovenije. Najprej, če želimo to razvijati, potrebujemo ustrezno raziskovalno infrastrukturo, potrebujemo ustrezno raziskovalno bazo. Ne moraš izobraževati, če se s tem zares ne ukvarjaš. Imamo raziskovalni reaktor na Brinju in seveda treba razmisliti, kaj naprej. Če bomo resno šli za energetsko prihodnost naprej, ali bomo kupili novo gorivo za Trigo, ali bomo začeli graditi novi reaktor, multipurpose reaktor, zero power reaktor, kakorkoli že. Se pravi, najprej potrebujemo odgovor, kaj za raziskovalno infrastrukturo in za raziskovalno bazo. Kako razvijati, bom rekel, core business jedrske fizike, reaktorske tehnologije in vsega ostalega. V naslednji fazi potrebujemo pa, bom rekel, strokovnjake, ne le iz core businessa, tudi vse ostale, zaradi tega, da bomo lahko te izzive naslavljali. To si nadejamo pridobiti ne na podlagi tega CRP-a, s tem se tudi sicer aktivno ukvarjamo. V tretji fazi šele pa seveda sledi tisto, kar je pravzaprav pa največji izziv družbe kot celote, ta tako imenovana, če rečem v navednicah, produkcijska faza. Kako potem te kadre dejansko pa pridobiti? Saj vemo, polovica po zadnjih podatkih Umarja se polovica delodajalcev srečuje s pomanjkanjem kadrov, med velikimi delodajalci pa je to pomanjkanje 80%. 80% velikih zaposlovalcev in v energetiki ste v glavnem seveda veliki zaposlovalci se srečuje s pomanjkanjem kadrov. Kako jih naslavljati? Seveda prvi vrsti z nagovarjanjem mladih, ampak bazen mladih je omejen. Bomo verjetno kasneje še o tem razpravljali. Zato je treba razmišljati tudi o mednarodni bitki talentov, kjer se pa spet treba zavedati, da je Slovenija del odprtega EU trga in pa po mojem, kar je pa ključno, se je treba pa usmeriti na tiste, če rečem, malo manj mlade. Pa tudi tiste mlade, ki so že v izobraževalnem procesu. Študij vemo, da traja nesorazmerno dolgo v Sloveniji, nesorazmerno veliko mladih opusti študij in nesorazmerno veliko starejših od 55 let ni aktivnih več na trgu dela. Mislim, da je treba, bom rekel, več resursov, prvi vrsti seveda je treba se usmeriti na mlade, ne me narobe razumeti, ampak ustrezne resurse pa bomo morali usmerjati tudi v te. Nenazadnje je ravno ta trenutek v Državnem zboru novi zakon o visokem šolstvu, ki celovito prenavlja naš visokošolski ekosistem, uvaja tudi tako imenovana mikrodokazila, se pravi, inštrumenti bodo na voljo, da se bomo lahko soočali s temi izzivi.
Hvala. Racionalno. Gospod Levičar, kakšna je pa po vaši oceni trenutna kadrovska slika na področju jedrske energetike in na kakšen način bodo ti strateški cilji in akcijski načrti pripomogli k uresničevanju te vizije? Najprej lep dobro jutro vsem zbranim. Hvala lepa res za tole povabilo in tudi za organizacijo tega dogodka. Hvala tudi za vprašanje. Če pogledam za nazaj, so tri zadeve takšne, s katerimi se mogoče zelo konkretno pa tudi poglobljeno ukvarjamo v vladni delovni skupini, v kateri oba z Juretom poskušamo po najboljših močeh prispevati. Ena seveda so kadrovska problematika, potem so dobavne verige in pa financiranje takšnih projektov. Te tri zadeve se prepoznavajo v zahodnem svetu kot največji izzivi, na katerih bo potrebno delati. Za moje pojme, mogoče kadrovska celo tule malenkost izstopa, zaradi tega se že od samega začetka v vladni delovni skupini ukvarjamo z prepoznavanjem teh potreb, tako da smo zelo hitro vsi deležniki, se pravi vsa ministrstva, ki so vključena noter skupaj z NEK-om, GEN-om, URSEV, se pravi z regulatorjem, želeli prepoznati, kakšne kadrovske potrebe sploh bomo imeli do leta 2035. Tako da smo to zbrali in tule lahko tudi vidite tele prve rezultate. Zadeve so vse javne, namreč vladna delovna skupina vsake pol leta objavi poročilo, znotraj katerega so tudi tile grafi, ampak zelo hitro in tudi povedno je, da že samo iz naslova JEK2, ne govorimo še o drugih jedrskih projektih, nas čaka 500 plus 500 novih zaposlitev do leta 2035. 500 zaposlitev, to so te direktne zaposlitve se pravi od GEN-a, ministrstev, regulatorja in pa znanstvene ustanove. Tudi izobrazbeno strukturo ste od spodaj lahko vidite, ne gre samo za kadre, naravoslovne kadre, tehnične kadre, ampak gre tudi za družboslovno-humanistične kadre, ki jih bomo potrebovali pri razvoju jedrskega projekta. Nadalje, poleg teh 500, predvidevamo še približno 500 kadrov v tej podporni dejavnosti, gospodarski dejavnosti do leta 2035. Poglejte to letnico, ta letnica še ni začetek obratovanja, pomeni še nekje 500 je potem dodatnih kadrov iz naslova same posadke v jedrski elektrarni, tako da približno 1500 ljudi bomo potrebovali. Zdaj, to niso vse ljudje, ki jih bo potrebno izobraziti neposredno v jedrskem sektorju, ampak gre tudi za usposabljanje, katerega je tukaj nas kar nekaj, smo bili deležni tega, se pravi imamo izobraževalni center za jedrske tehnologije, ki usposobi primerno kadre za delo v jedrski industriji, tako da imamo neko izkušnjo, s katero lahko pozitivno gledamo naprej. Jaz mislim, da te številke so dosegljive, bo pa potrebno kar nekaj narediti, zato da se bodo mladi odločali za te poklice. Se pravi, jaz verjamem, da že v osnovni šoli, ker v osnovni šoli so zdaj te posadke, ki jih bomo po letu 2035, ki se bodo zaposlovali v JEK2, se pravi, je treba že tam nekaj pozitivnega povedati, najbrž nevtronike se ne bodo učili, ampak da pa nekaj pozitivnega slišijo o jedrski energiji, da ta energija že več kot 40 let v Sloveniji zagotavlja zanesljivo oskrbo z električno energijo, in da je to tudi ena baza za konkurenčnost našega gospodarstva. Mislim, da je prav, da otroci to slišijo tudi že v osnovni šoli, da se bodo potem tudi lažje odločali za te poklice. Lepa. Bi pa mogoče malo razširila, dr. Gašparič, vi ste že v svojem prvem delu rekli, 80% zaposlovalcev ima težave, mednarodna bitka za talente, pa če bi šli malce širše na ta energetski ali pa vsaj na elektroenergetski del Slovenije, ki je vendarle pred nekim zgodovinskim investicijskim ciklom, kasneje bomo tudi slišali strani Elesa podrobnosti o tem, kako v bistvu
šolski sistem, se pravi, kako na ministrstvu usmerjate razvoj teh študijskih programov, da so že ali pa da bodo v prihodnjih 5, 10, 15 letih dejansko ustrezali potrebam trga dela, še posebej energetike, seveda pa vseh teh povezanih dejavnosti, kot je tudi gospod Levičar rekel, ne moramo čisto ločiti energetike od družbe, ki jo pravzaprav poganja. Ja, bom šel še malo širše. Ja, pa se imamo eno a boste še na tej, ker imamo pa še eno sliko nazaj. Ja. Zelo zanimiva se mi zdi ta slika, ker sem bil nedavno na eni podobni okrogli mizi, ki je organiziral zavod Biotech Hills, ki združuje farmacevtska in biotehnološka podjetja. Eno sliko naprej. 500 zaposlitev, samo letnica je 2030. Oni pa potrebujejo 500 zaposlitev do 2040, pravi naš izobraževalni sistem, toliko farmacevtov, biotehnologov, težko jih bo sproduciral ob vseh potekajočih investicijah Novartisa in Sandoza, ki ta trenutek potekajo. Tudi tam, bom rekel, se soočamo s podobnimi izzivi, tako da bom rekel, veliki delodajalci, tudi v energetiki, tekmujete tudi med seboj, se pravi, mislim, energetiki tekmujete, ko gre za mlade talente, bom rekel, ta trenutek z farmacevci, če mene vprašate. In seveda še na mednarodni bitki. Zdaj, kaj pa je pravzaprav še najbolj zaskrbljujoče, če lahko gremo pa res na naslednji slajd, zelo zanimivo, poglejte, ta je samo za trenutno, ampak v zadnjem Umarjevem poročilu o kakovosti življenja pa imamo tudi to, lahko da malo tam imamo pa primerjavo 23-13. Zakaj je stvar zaskrbljujoča? Zaradi tega, ker se je trend obrnil. Zaradi tega, ker v zadnjih 10 letih se povečuje število diplomantov s tem poklicev, upada število diplomantov poslovnih ved, prava, novinarstva oziroma kako je združena, bom rekel, tale druga družina. Povečuje se število diplomantov področja zdravstva, na področju humanistike je nekje tam, ampak itak je skozi bilo relativno nizko. Spravi, to smo obrnili. Na področju srednjega šolstva ravno tako raste število vpisanih v poklicne srednje šole, kar se mi zdi na nek način zelo, zelo zanimivo, pa zelo, zelo pozitivno. Ampak vendarle bom rekel, tudi ob tem, da je ta trend obrnjen, se srečujemo s to realnostjo, s katero se pač srečujemo. In zato je to, kar je Danijel uvodoma rekel, toliko bolj pomembno. Mi moramo, rekel, zelo zgodaj, že v vrtcu, in to bomo začeli, delamo to tudi v sodelovanju z Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje, naslavljati otroke in jim približevati, bom rekel, v navednicah, če rečemo, poklice, pa niti ne poklice, dejavnosti prihodnosti. Meni se zdi še nekaj bolj zaskrbljujoče, zdaj, ko se s tem soočam. Recimo, eno dejstvo iz OECD raziskave, to je čisto novo, da poklic več ni v ospredju identitete današnje šolajoče se mladine. Pa pred 21 letjem je še to bilo važno, jaz bom, ne vem, učitelj, bom inženir, bom nekaj takega. Danes ne, danes je to nepomembno. Danes me zanima malo energetika, pa se mi zdi super, mogoče pa, dobro, če te začne zanimati pri 40-ih možganska kirurgija, kaj možnosti dosti nimaš, ampak vendarle danes bomo morali bistveno drugače začeti nagovarjati mladino. In tukaj bom rekel, imamo pa vsi skupaj kot družba največji izziv, ne samo na izobraževalnem sistemu. Še en podatek bom povedal, sem se dobro pripravil na današnjo okroglo mizo. Zadnje Umarjevo poročilo je posebej zanimivo tudi zaradi tega, ker Slovenijo ne primerja samo z evropskim povprečjem, pa sosednjimi državami, pa takimi zadevami kot ponovadi, ampak z vodilnimi inovatorkami. To je, bom rekel, metodološki napredek. In tam so ene take osupljivi podatki, ki nam dajo vsem skupaj zamisliti, ki jih bomo morali naslavljati. Recimo, so vprašanje staršem bila, kaj so vrednote, ki so pri vašem otroku zelo pomembne, ki jih podarjate. Recimo v Sloveniji zelo visoko trdo delo, pridnost. Pri vodilnih inovatorkah smo čisto na dnu. Trdo delo je nepomembno, domišljija, ustvarjalnost pri nas nepomembno, pri vodilnih inovatorkah čisto na vrhu, daleč na vrhu. Pri nas sposobnost reševanja naravoslovnih problemov katastrofalna, družbenih problemov ravno tako katastrofalna, tam čisto na vrhu. Pridnost pa take neke veščine, ki so, mislim, tega nam še nikoli ni očital v tej družbi, da nismo pridni. Seveda smo pridni, ampak če bomo samo pridni, vseh teh izzivov ne bomo mogli nasloviti. In tukaj, jaz bom rekel, priznam, tukaj sem čisto realen, odgovorov na to nimamo. To jih moramo kot družba poiskati in začeti graditi na celotni vertikali. Pa predvsem še enkrat, meni se zdi veliko bolj pomembno, oziroma enako pomembno, kot naslavljati mlade, še enkrat naslavljati, bom rekel, tiste malo manj mlade in tiste starejše. Tiste je treba, bom rekel, usposobiti, prekvalificirati, dokvalificirati in jih ustrezno vključiti v
gospodarske tokove. Hvala. Gospod Levičar, večkrat je bilo omenjen ta bazen. Ne? Je ta bazen pri nas že kaj ima te vode not ali je čisto prazen, ali bomo ga lahko napolnili s to vodo, tako da bo voda do vrha bazena, ali bomo imeli s tem težave? Kako mogoče, glede na to, da ste državni sekretar, ste verjetno tudi po Evropi videli druge države, tako jedrske kot tiste, ki se pripravljajo, da postanejo jedrske. Je tam podobna zadeva oziroma na kakšen način se tam lotevajo reševanja te problematike? Imel sem res priložnost videti kar nekaj različnih primerov. Dejstvo pa je, da jedrska doživlja en preporod ne samo v Sloveniji, ampak širom po svetu. Ne. Imamo tudi države, ki razmišljajo drugače, nič narobe s tem, ne, ampak večina tistih držav, ki pa je odločenih, da svoje energetske potrebe zadovoljujejo z nizkoogljičnimi viri, konkurenčnimi viri in stabilnimi viri. Ne. Stabilnost sploh se izkazuje v zadnjem času kot en pomemben parameter. Ni dolgo tega, kar smo vsi poslušali v medijih o dogodkih v Španiji. Ne. Vse se kaže, da je v ozadju tega bila zadeva, da ni dovolj stabilnosti oziroma inercije v samem sistemu bilo, ki jo jedrska energija tudi zagotavlja. Ne. Ena od zadev, ki mogoče niso niti v ospredju, ne, ampak izjemno pomembne za stabilnost obratovanja elektroenergetskega sistema. Imel sem priložnost tudi drugje po svetu, recimo tako Francozi, pa od Francozov bomo najbrž gospe še danes nekaj slišali na to temo. Korejci ustanavljajo prav posebej univerze, ki se ukvarjajo samo z jedrsko tehnologijo in delajo z mladimi, pa ne samo mladimi Korejci, ne, naprimer, pa tudi v Združenem kraljestvu, v sami bližini Hinkley Pointa je nastal posebej college, ki izobražuje na področju jedrske tehnologije. Ne. Se pravi, oni vabijo tudi mlade od vse posod drugot, ne, se pravi, mlade talente, zato da se pridružijo mogoče v prvi fazi njihovem programu, ne, potem pa bodo koristni verjetno tudi drugje. Ne. V Sloveniji imamo tudi, ne, tako na Fakulteti za matematiko in fiziko imamo jedrski program, ne, kjer se poučuje jedrsko tehnologijo, imamo programe usposabljanja, kot sem rekel, na izobraževalnem centru za jedrsko tehnologijo na Inštitutu Jožef Stefan, imamo močen raziskovalni del, ne, z kar 2 odsekoma na inštitutu, ne nazadnje tudi novi direktor Inštituta Jožef Stefan ima določena jedrska predznanja, tako da računamo tudi na to, no, da se bo oziroma lahko tako rečem, ne, da prepoznavamo ta znanja, ne, da nekje se čuti, ne, da so ta znanja pomembna. Ne nazadnje je Inštitut Jožef Stefan v resnici v štartu bil najprej jedrski inštitut. Ne. To so bila prve zadeve, ki so se odvijale na inštitutu. Tako da bazen, kot ste vprašali na začetku, jaz mislim, da bazen nikakor ni prazen. Ne. V bazenu je kar nekaj vode, ne, in to dobre, čiste vode. Ne. Se pravi, imamo dobro podlago za to, da lahko nadaljujemo to delo in da pridemo tudi do teh številk, ki jih potrebujemo z dobrim marginom, no, verjamem. Okay. Hvala. Zdaj prihajamo v zadnji del vprašanj. Imamo še natanko 11 minut, tako da zdaj vsaki približno še 4-5 minut. Zdaj pa gospod Gašparič, dogodek poteka v Posavju. Ne? Že gospod župan Mestne občine Krško je omenil, da je to energetsko mesto, ne? Mesto z energetiko v samem. Kako poskrbeti za to kadrovsko in raziskovalno podporo samim strateškim usmeritvam države in kako to približati potem lokalni skupnosti, pa seveda Slovenija ni tako velika, tudi tu širše nazven. Ja, Dajte bom tako povedal, čisto brutalno, realno. A veste, kaj je nacionalno pomembno v tej državi? Prav vse. Oziroma prav nič stališča našega ministrstva. Ne? Pri nas je vse pomembno. In verjemite mi, ni ga ministra, ni ga vlade,
ki bo rekla, to pa ni pomembno. Seveda bodo rekli, hvala Bogu, da zdaj rečejo, da je energetika pomembna. Saj vidimo, kaj se dogaja, ne? Je obrambno pomembno, ne? Ampak poglejte, kaj se je zgodilo na ekonomsko-socialnem svetu, recimo nedavno, ko so razpravljali o izdatkih za obrambo. Ja, smo za to, ampak ne na račun dodatnih davkov, je reklo gospodarstvo, ne na račun krčenja socialnih pravic in tako dalje. In tukaj na tem področju pravzaprav je zelo podobno. Seveda bomo izgradili 2 reaktorja, bomo izgradili pa še kaj bomo naredili, pa 3 fakultete bomo postavili, ampak ne na račun tega, da bomo karkoli ukinili, ampak to se seveda ne da. Zdaj, kar mene najbolj veseli, tudi ko poslušam oziroma sodelujem v razpravah na evropskem nivoju, je to, da to zavedanje pravzaprav zdaj pa nekako prodira. Ne vem, če ste slišali za STEP platformo, pa za sklad za konkurenčnost, pa vse ideje, ki jih zelo forsira Ursula von der Leyen, ki se zelo zaveda pomena inovativnosti in ki se zaveda vse nečesa, ne, da je pravzaprav treba potenciale zagregirati in da scale matters, je enkrat rekla, ne, si jo redko citiram, ampak tukaj pa ima zelo prav. Ne. Se pravi, samo če bomo vsi skupaj naslavljali neki izziv, pa se odločili kot družba, pa jaz nimam tega mandata, da bi žal to povedal, ampak zelo navijam za vas, šele potem bomo lahko to dosegli. Zdaj, ker zadeva izobraževalni sistem, vsega poznate, nekoč smo imeli, pred 100 leti je bila ustanovljena ena univerza, prav je bila, potem je začela druga nastajati, ki bo letos praznovala, vam čestitam 50. obletnico že v Mariboru, potem sta nastali še 1,5 in ravno danes se podpisuje pismo o nameri v bližnjem Novem mestu, da bi ustanovili še 4. javno univerzo. Kot rečeno, zakon o visokem šolstvu je v obravnavi, ki bo zagotavljal tudi dodatna sredstva za to. To se mi zdi zelo pomembno povedati, ne. Sredstva tako za raziskave in za razvoj kot za izobraževanje rastejo, res skokovito rastejo in predvsem imamo v zakonodaji v tej državi ustrezna finančna sidra in podlage, ki bodo zagotavljale to, o čemer je prej Daniel govoril. In to se mi pravzaprav zdi najboljše in najbolj pomembno pri naslavljanju teh problemov in to je predvidljivost in stabilnost. Če bomo mi, bom rekel, 1 leto razpravljali o gradnji NEK2, pa bo drugo leto to vse skupaj nekoliko usahnilo, potem pa bomo spet ugotovili, da pa je morda pa tole stabilen vir energije, je najbolj neodgovorno in najbolj pravzaprav si upam trditi celo neumno. Ne. Če pa bomo mi, bom rekel, sistematično postopoma, to, kar pravzaprav zdaj počneva, no, korak po korak se bližali cilju, ne, in predvsem zagotavljali, bom rekel, neko stabilnost in predvidljivost tega procesa, potem pa bomo lahko vse te izzive naslovili, tudi kadrovskega. Mladi ljudje se ne bodo vsem ozirali, če bodo ugotovili, da se mogoče pa iz vsega skupaj ne bo nič, pa pravzaprav zdaj samo govorijo. Tako da, predvsem se mi zdi pomembno, ne, tudi v družbeni klimi ustvariti, bom rekel, to ozračje predvidljivosti in stabilnosti in zanesljivosti. Jaz bi se pa mogoče vrnila na ta kadrovski bazen s čisto vodo, ko ste prej omenili, pa me zanima, kako vidite prednost pravzaprav Slovenije kot jedrske države, ne, z dolgoletno tradicijo, z izrazito pozitivnimi izkušnjami z jedrsko tehnologijo, tako za prihodnji razvoj našega jedrskega programa, po različnih možnih scenarijih, kot smo videli, pa tudi v sodelovanju pravzaprav z drugimi državami, ki pa že imajo te predvidljive, stabilne, jasne usmeritve. Je tu neka priložnost, glede na to, da imamo dober kader, izobraževalni sistem, usposabljanje, tudi za aktivnosti onkraj meja? Hvala za tole vprašanje, se mi dopade, ne, ker dejansko naš sistem, ne, v zadnjih 40 letih, ne, tak, ki se je gradil okoli jedrskega programa, ne govorim samo o jedrski elektrarni, ne, ampak celotna jedrska infrastruktura, ki jo v Sloveniji poznamo, ne, in temelji na ljudeh. Ne, temelji na vrednotah, na varnostni kulturi, vse te privzgojene vrednote, ki nekako v Sloveniji jih znamo pri mladim inženirjem in mladim strokovnjakom, jih znamo privzgojiti. Mislim, da je to ena večjih dodanih vrednosti ali pa prednosti, ki jih poznamo. Tudi sam sem bil deležen tega, tako da tudi ko po tujini, ne, se sprehajam in vidim, kaj se dogaja oziroma s kakšnimi težavami se srečujejo, ne, drugi sistemi, je ena od zadev. Ne. Je pomembno, ne, da se
jedrska elektrarna, ali je to velika jedrska elektrarna, ali bo je to mali modularni reaktorji, ne, zelo je pomembno, da se zgradijo, ne, recimo tako, on time, on budget, ne, se pravi, v časovnih okvirjih in znotraj finančnih okvirjev, ne. Ampak tisti moment, ne, ko se elektrarna zažene, ne, so vsi ti problemi pozabljeni. Ne. Vsi ti problemi pozabljeni in vsi gledajo, ne, zdaj ta objekt, kakšni bojo obratovalni parametri tega objekta, ne, kakšen bo availability faktor, ne, kako dobro bojo posadke znale za to elektrarno obratovati. In to je v interesu tudi dobaviteljev, ne, to recimo, kaj opažam, ne, recimo, tako Bolgari, kot naprimer Poljaki, ne, se na novo srečujejo z neko tehnologijo, ne, zaprav, Bolgari so do sedaj obvladovali rusko tehnologijo, ne, odločili so se za dve novi jedrski elektrarni, ki jih bojo na isti lokaciji, kjer so dve ruski elektrarni, bodo gradili dve ameriške elektrarni. To ni ista stvar. Ne. Američani, ne, ameriška tehnologija ima druge standarde, tudi vrednote so nekoliko drugačne pri teh ljudeh. Ne. In to bodo morali, Bolgari bojo morali to zabsorbirati na nek način, ne, in začeti se ukvarjati oziroma privzgojiti svojim ljudem, ne, te nove tehnologije, zato da bodo lahko sodelovali s partnerjem na drugi strani. Ne. In od tistega momenta, ne, ko elektrarna začne obratovati, ne, je fokus na obratovanju. In tudi, ne, Westinghouse, ko bo zgradil v Bolgariji oziroma na Poljskem te elektrarni, ne, on bo te elektrarne imel potem za referenco naprej. Ne. In je bo lahko pokazal, ne, kako dobro ta elektrarna obratuje na tisti lokaciji. Zaradi tega jim je tudi Westinghouse, ne, v tem primeru jim je tudi toliko pomembna jim je elektrarna v Krškem, ne, ker namreč availability faktor, ki ga krška elektrarna, ne, kaže navzven, ne, in trend glede proizvodnje, ne, je en najboljših na svetu. Ne. To, mislim, ne da bi se hvalil, ne, ampak to se lahko številkami se lahko pokaže, se lahko primerja z drugimi elektrarnami in za Američane, ne, je ta elektrarna zlata vredna. Ne. Zakaj? Zato, ker potem tudi Bolgarom, ne, poglejte, pejte do Slovencev, poglejte si, kaj oni delajo in na kakšen način vodijo elektrarno, na kakšen način so vzpostavili strukture organizacijske znotraj elektrarne, na kakšen način usposabljajo ljudi, ne, zato da prihajajo do teh parametrov. Isto se dogaja recimo na Poljskem. Ne. Poljaki sploh niso imeli do zdaj jedrskih elektrarn, ne, in bojo morali vso to infrastrukturo bodo morali zgraditi, ne, in tudi ljudi usposobiti za to, da bodo lahko to infrastrukturo na primeren način vodili. Ne. Zaradi tega čutim, ne, da je to, kar delamo prav, ne, v Sloveniji, da je to eno tako jedro, ne, v tem bazenu čiste vode, ne, da je to tisto pomembno jedro, na katerem je treba graditi in da verjamem, ne, da se ga lahko dvigne tudi na višji nivo. Ne. Se pravi, če je do zdaj inštitut oziroma izobraževalni center za jedrske tehnologije, ne, izobraževal slovenske in hrvaške kadre, ne, pa ne samo za NEK, ne, ampak tudi regulatorja, pa tudi cel gen, več ali manj vsi tisti inženirji, pa tudi PR-ovci ne nazadnje, ne, so se tam znašli, verjamem, da se da to dvigniti še na višji nivo, mogoče celo na regijski nivo, ne, in da če že nimamo, ne, te močne industrijske baze, kot jo imajo mogoče Poljaki, ne, mi imamo sicer storitve, ne, na katere smo lahko ponosni in ta podjetja znajo marsikaj, ne, in so najboljša tudi na svojih področjih, ne, ampak na tem izobraževalnem in področju usposabljanja pa verjamem, da lahko naredimo ne samo en korak naprej, ampak da s to, recimo temu, obratovalno odličnostjo, ne, ki stoji na nogah tega usposabljanja in izobraževanja, da je to naša tak adut iz rokava, ne, s katerim se lahko ponašamo naprej. Evo. Hvala lepa. Omogočila sta nadaljevanje razprave o realnosti oskrbe z energijo v Sloveniji. Hvala lepa. Hvala.